Vita je to šolsko leto postala dijakinja Umetniške gimnazije v Ljubljani in ker je doma iz Celja, se je morala preseliti v prestolnico. V tej sobi biva s še s 3 vrstnicami. Ni bilo tako težko oditi od doma, sicer je ta strah pred tem, da boš koga spoznal, boš dobil prijatelje, si pač samostojen. V tem delu doma bivajo le dekleta, to so skupni prostori, namenjeni druženju in zabavi. Imajo celo svojo kuhinjo, v kateri morajo za red in čistočo skrbeti sami. Sicer kdaj hočeš imeti mir, se vedno kje najde kak kotiček, kjer se lahko zavlečeš, pa da si pol sam. Sta 2 tudi kopalnici, tako da mislim, da nas okoli 15 uporablja eno. V domu imajo 3 obroke na dan. Kdaj bodo jedli, se lahko odločijo sami. Hrana je dobra, sicer pogrešam mamino kuho, zdaj bomo tudi začimbe uvedli. Imamo salatni bar, vedno sta na izbiro 2 juhi. Nataša je Vitina vzgojiteljica, nekakšna nadomestna mama in oče obenem. Pomaga ji pri učenju in reševanju drugih težav. Poleg tega dosledno skrbi za to, da Vita ne zamuja na učne ure. Učne ure so čas, ki ga moraš preživeti v dijaškem domu, v učilnici ali pa v sobi. Načeloma bi se v tistem času lahko učil, ampak če nimaš nič za delati, lahko tudi kaj druga počneš. V domu ima številne interesne dejavnosti, obiščejo lahko tudi prijatelji. Vrata doma se zaklenejo ob 9 zvečer, zaprosi pa lahko tudi za daljši izhod. Moje sporočilo za vse vas, ki se odločite, je ne skrbeti. Tukaj so ljudje, ki vam lahko pomagajo, vedno si najdeš družbo, vedno je kdo iz bližine tvojega kraja, ki ima isto tvoje narečje in ti zna pomagati. Čeprav je bila sprememba okolja sprva težka, Vita ve, da je to pot k samostojnosti in odgovornosti.